zmaga, ko službenec misli, da je na vrhuncu. A še vedno hlapec, a vsaj sanjam, ako nažgano pleše po deželi, posejani za drugimi ameriškimi sveti. Potem je pa na poti iz naroda hlapcev, hlapce narodu, kje so vstran zavili. Problem je, da je ful nekih teh kulturnih vzorcev, ali pa kaj je temu rekel, kamor gre narativa, se vse da nekako prek Blaževega predavanja pol skače not, ne. Ker zdaj je bila kao neka linija sanjanja, ne po ameriškem modelu, ampak zdaj pa ta Herderjev moment, ne, te romantike, in v tem kontekstu, da gre stran od te civilizacije, grejo približno tako. Opazuje gozd, ga plemeniti, ga prehaja v domin, vse nas hrani. Dobri družbi mnogih, noben sploh ne ve, če so njihovi ali ne, a skrbi se za vse. Tehnološko suvereni, odprli smo vse črne škatle, poznamo psihologijo vozlov, a vseeno pa sam z mačeto za gordijske navade. Ne, to je tako, kar Blaževa knjiga, ki je po 2 delih, ne. Ker in potem mesto, kar nastane, brez da buržoazija kmeta izžame. Še enkrat, ker ni ta linearen tok zgodovina, ne, neka mesta nastanejo, pa pol padejo nazaj, tako da. In potem spet mesto, kar nastane, brez da buržoazija
buržoazija kmeta iz žame. In migrantu proleteru zavidajo dame evropsko modernost in njene delitve smo v kitajski Hičing medali. Bila je orgija vse svetovne drhali. Mogoče narativen lok ni bil tako jasen, ampak bolje pozno kot nikoli. Pač nek lik je in da sanja, želi, se ono zgubi v teh mislih, ampak v tem bla bla bla, cel potek civilizacije v tem utripu se odvija in pol pride ven. In zdaj smo tla. Se je model zbudil iz sanj, ampak zdaj hlapacu saj ni več
besede govorimo in ali si skupaj usodo držimo. Toku je vsem nosi smeti in hranila tako kot ljubezen. In desetletja tovornega kontejnerja in podpalubje sanja jadra. In toku spet in še vedno je vseeno, saj nosi smeti tako kot hranila in isto ljubezen. Ko si lasti in čuješ to, ko diha. Hvala. Zdaj, naslednji komad bo trajal nekaj časa, da pridemo do njega. Tako da a bi eno vprašanje, ali vmesni čas? Naprej bomo pa samo animiral. V glavnem, naj bi bil danes tudi pogovor o situaciji v Iraku, specifično z tam živečim ljudstvom Jezidi. Zdaj, njihovo tematiko predstaviti v nekem kratkem času je dosti težko, ampak je mogoče par stvari za tiste, ki ste bili tudi na Blaževem predavanju. Mogoče fajn povedati, ker je Blaž govoril o tem, kako se pravi narodi knjige, Židje, Islam, kristjani in kako je to pol vplivalo in potem razvplivalo reformaciji na potek zahodne civilizacije. Jaz sem bil pa v bistvu pri enemu ljudstvu, ki, kot rečeno, se imenuje Jezidi, se pravi, to je neka etnoreligijska skupina, torej ni nekega tega momenta univerzalnosti, da se lahko ti spreobrneš v njih ali da oni lahko sploh spreobračajo niti s poroko, kakor se na primer še v židovstvu to da, čeprav razumem. In je v tem kontekstu pri njih še sploh zanimivo, da so bili preganjani večinoma strani islama, specifično zaradi tega dejstva, da nimajo svete knjige in v tem kontekstu tudi na zadnje leta 2014, ko je Islamska država naredila genocid nad njimi,
na dejstvo, da nimajo zaščite, vsaj pri islamu, kot ljudje knjige, kar jo prej omenjene abrahamske religije imajo. In če gledamo v tem kontekstu, kaj pol njim pomeni kultura, ki je vsaj zdaj to kulturo ne uporabljam tako na počez, čez prst govorim o tej kulturi, kot oralni kulturi pri njih. Sprav niso sicer imeli neke knjige, ampak so jih mogli skrivati, pa so jim jo drugi zažgali, pa so jim jo Nemci ali Britanci ukradali, pa bila ena, pa je pol ratala zaradi tega druga, ker je bila zažgana, prej je bila zlata, pa je bila zažgana, pa je ratala črno, pa so pol neki evropski ezoteriki mislili, da pač častijo satana in da je zaradi tega črna, zato ker je v bistvu njihova verzija satana. Mislim, ker so veliko prevzemali od krščanstva in vseh ostalih abrahamskih religij, ki so skozi stoletja padali nekako na njihovo to neko kulturno podstat nekega poganstva, nekega čaščenja narave, da je, ne vem, sveto, pšenica je sveta, kruh je svet, zemlja je sveta, gora je sveta. In na to so se pol grmadili abrahamski koncepti in kakor sem pregovoril v tem kontekstu, pride tudi not njihov najvišji predstavnik, mislim, ta najvišji čaščeni, ki je poleg Boga, ki ga poznajo in pravijo v bistvu, da so oni prvi ljudje, pravijo zase, da so prvi ljudje, ki so spoznali Boga, ampak obenem pa častijo tudi kralja Pava, kakor mu rečejo, kar je simbol za nekoga, ki v njihovih verzijah tega izgona iz raja, ki so v bistvu zelo podobne krščanskim, samo da tam to, kar pri nas opravlja Satan in je zaradi tega zaničevan, vsaj drugod kot pri metalcih, opravlja kralj Pav. In so zaradi tega bili, sami naštevajo, da imajo že 74 masakrov v svoji zgodovini in v tem kontekstu, da se vrnem nazaj na to, kar sem hotel povedati, v prejšnjem komadu, glede kulture, njihove oralne kulture, tako da večinoma mislim, do neke mere že do 70-ih še vsaj zelo živinorejska skupnost, ki se ni šla izobraževati v mesta in zaradi tega izrazito nepismena in tudi z neko lastno versko hierarhijo, tudi do neke mere imajo kaste, ki niso glih spodbujale protestantizma oziroma reformacije. Je večina njihove kulture v bistvu hranjena v pesmih, v izrekih, v samem govoru. In je biti nekako del tega nekaj, ne vem, se podobam tudi, so tudi drugi placi, ampak da vidiš, kako vse te pokole, ki so se jim zgodili skozi zgodovino, ljubezenske pesmi, herojske in podobno, živijo v njihovih pesmih in to je nekako glaven vir njihove identitete, mislim, identiteta je zdaj spet nek zunanji označevalc. Mislim, tudi oni zase pravijo, ali so jezidi ali niso, ker ezidi naj bi pomenili, kar pride ez, dajm, dam, mislim, se indoevropski jezik in v tem kontekstu je podobno, kot pri nas dam, daj je tudi v kurmanžiju, ki je jezik, ki ga oni govorijo, tak, ki nas je Bog dal. Ampak zdaj to vse zelo nestrukturirano in sem v bistvu samo hotel cajti, da se mi strune razglasijo, mislim, nazaj oglasijo, ampak se vmes že zapletali, tako da bom mogoče vzel si še 5 minut, da končam. In ker, ja, torej, zgodovino sem približno povedal, nisem, ampak se pravi živijo na severo-zahodu Iraka, v pokrajini Nineve, okrog regije, ki se imenuje Sinjar, po njihovo Šengal, to je zelo ravno, in potem ena gora, ki je za njih kot rečeno sveta, tam so tudi drugi, mislim tudi Arabci, Kurdi, so prej živeli,
po tem velikem genocidu, ki zdaj v veliki meri še vedno zaznamuje njihovo trenutno realnost temu genocidu Islamske države leta 2014, ampak zanimiva zadeva, znotri, mislim, meni ne samo zanimiva, ampak tudi nekako navdihujoča je samo administracija in neka revolucija, odpor, ki so ga oni začeli graditi, povezovanje ljudi znotraj nekega manka, ki se ustvaril ob tem, ko je ob prihodu Islamske države in iraška država in avtonomna vlada oziroma KDP, to je tam lokalna vlada iraškega Kurdistana, zbežala in pustila Jezide nekako svoje usodi, na kar pridejo drugi Kurdi, bolj rdeče provenjence, da pomagajo in se začne v bistvu na nek način tam revolucija in tudi samo administracija, ki jo vzpostavijo, ki je bila nekako ena od glavnih zadev, ki sem jaz tam probal razumeti. In zdaj, da nekako zaključimo vsaj ta del v kontekstu, kaj to pomeni za njihovo kulturo. Bil sem tudi v njihovih kulturnih centrih, se pravi, rečemo, če imamo cel Šengal, prej je bilo 300 000 ljudi, se pravi cela pokrajina, mogoče malo več, ne samo Jezidov, čeprav večinoma, jih je zdaj 100 000, rečemo, in znotraj tega, mislim, zdaj njihovo javno življenje, kulturno življenje je zelo versko zaznamovano, ampak rečem z razlogom verskom in nereligiozno, ker je, ne vem, kako bi rekel, ni toliko religirano, ni toliko povezano v tem kontekstu od zgoraj dano, ampak je to nek del življenja, neka verujoča življenjska praksa in to se odraža tudi v nekih skupnih ritualih, kakor mislim, se ti noben ne bo zamoril, da greš na pust, ne pač gremo vsi na pust. Ne. Tako da v tem kontekstu sem bil, no, da se vrnem na te kulturne centre, ki sem jih obiskal, kar tam probajo tudi, mislim, so to, poleg, da mislim, za vse te kulturne centre pomembno povedati, da so tudi tam neki prostori, tudi zelo politično aktivni prostori, ker je že sama ohranitev njihove identitete, pač mislim, kot vedno so narodi politično vprašanje tukaj spet, ampak da je tudi, kakor je bila pri nas, je bil narodno-osvobodilen boj, sam znotraj narodno-osvobodilnega boja je bila pa še tudi revolucija, ne, in podobno se tudi tam dogaja, ne. In v tem kontekstu, kar sem hotel izpostaviti, je, da v bistvu počnejo podobno, kar je Blaž prej govoril za Herderja, ne, da hodijo v bistvu, se pravi, oni vsaj po ideologiji tam revolucije, imamo to kapitalistično modernost, ki se pravi ta novi vek, rečemo, da je to približno isto s tem, kar je Blaž govoril, plus malo ekstra, ampak v podobni analizi, da se kapitalizem začne nekje v 16. stoletju in pride iz Anglije, Amsterdama in gre na cel svet, seveda prek Amerike, no, že prek angleškega imperija, in da zdaj vse to nekako prehaja not, ne, in ko se je zgodil 2014 ta genocid, kar je v bistvu neko zelo tradicionalno skupnost, nekako, mislim, dobesedno posilil v tudi v otvoritev dejansko, ker Islamska država je 8 000 ljudi, rečemo, da je umrl, je bilo pobitih, 7 000 žensk in otrok je bilo danih v suženjstvo, 3500 jih je še vedno pogrešanih in je to nekako prisililo družbo, da se odpre. In zdaj s to otvoritvijo je prišla ta civilizacija, ne, ta novi vek, o katerem je Blaž pregovoril, mislim, sej ni samo s tem, so bili Britanci že tam prej, ampak spet ali pa veliko bolj intenzivno, potem ko so izgubili neko upanje v lastne neke tradicionalne strukture organiziranja, je vse to prodrlo not, ne. Obenem so pa, da se temu uprejo, so se pa začeli organizirati sami, ne, po v bistvu principih kurdskega osvobodilnega gibanja, nekako povezanega tudi z ideologijo Abdullaha Öcalana in delavske stranke Kurdistana. In v tem kontekstu
se pravi, imamo skupnost in pol kapitalistična modernost not in ideologija odpora not in zdaj, kako se pol to nekako odraža v samih kulturnih centrih. Ne? In pozicija jezidov, mislim se vedno reči, pozicija jezidov je neko mitološko enotenje, ki ne obstaja, ampak je vedno vseeno. Vsaj teh, s katerimi sem jaz govoril, večinoma povezanih z avtonomno administracijo. Peti je lažje. Je kar da počnejo, kakor sem pregovoril v kontekstu herderja, da hodijo naokoli. Ne? Se pravi, oni grejo po verjamem, da so to počeli tudi pri nas, vem, pred nekaj časa, da hodijo naokoli in probajo beležiti v bistvu svoje, mislim, neke izreke, ljudske pesmi in podobno, jih probajo beležiti, ampak kar je in jih ohranjati in pet, obenem delajo neke nove revolucionarne pesmi, ampak mogoče kar je neka razlika, pa to iz glave, mislim, to iz glave govorim zelo ideološko, verjamem, da ni bilo res, ampak vsem, da se pravi, če je pri nas vladala nekaj, kar je baziralo v kontekstu, se pravi, govorim o jugi, da je baziralo nekaj, kar je imel za ideološko odzadje, ta nek dialektični materializem, se pravi, neko znanstveno dojemanje, ne, in človeka, ki bazira tudi spet na tej evropski moderni. Oni pa probajo, mislim, jezidi, ki nekako sodelujejo v tem miselnem toku kurdskega osvobodilnega gibanja, pa probajo vse to, da to oklepaj, mislim, ne samo teh 500 let novega veka, ampak 5000 let civilizacije, ne? In ki je baziran na Blaž, na primer, ni šel dovolj nazaj, ne? To je problem, on je šel samo 2500 let nazaj, ne? Treba iti 5000 let nazaj, ne? Kar tam grejo, ker je pač 5000 let nazaj se je tam vse začelo, ne? No, vse v kontekstu civilizacije. Kar se nas tiče, za Kitajce spet ne vemo, ne, to, koga druga vprašate. V tem kontekstu, civilizacija sveta, ki nastane po njihovo, se pravi, ko rečem po njihovo, rečem po revolucionarnem delu jezidov. Obstaja mnoštvo, ni mislijo vsi tako, samo da ne bom kaj se zarekel. Civilizacija, ki nastane na patriarhatu, ki nastane na državi, ki nastane na mestu, se pravi, oni to pravijo, da trojec moškega, se pravi, vojaka, tega prista, nekaj bi rekla svečenika in vaške starešine, kar pomeni sekularna oblast, se nekako združi, da žensko zapre v dom, ne? In kar je eden ključnih momentov te revolucije v Šengalu, je to, da je tam se dogaja tudi ženska revolucija in da se po teh 5000 letih pa ženska gre ven iz doma. Ne, mislim, se zdaj banaliziram in je v bistvu res grozno, mislim, posledice patriarhata in družinskega nasilja in lasti nad ženskami v tistem prostoru so ogabne. Ampak se zdaj vzpostavljajo njihove lastne obrambne sile, imajo lastne svete, lastne organizacije in v bistvu celo paralelno družbeno organizacijo, zato ker pač moški ne morejo glih zaupati, da bi urejali njihove zadeve. In zdaj, da se vrnem na to, kar sem prej govoril v kontekstu, kaj smo imeli mi pri jugi, pa je folk hodil po vaseh, pa zbiral ljudske pesmi, pa neke mengeške pesmi, pa šišenske pesmi od Trdine, pa Ajdi, pa ne vem kaj. Čeprav to prije verjetno kasneje, ampak kakorkoli. Ampak je imel problem, kako bi se to ukorporiralo v nekak ideologijo, ne? Ker je bila uradna ideologija nekako na komplet drugih ideoloških linijah, kakor na v bistvu kulturnem, ne? Ker pa
Kurdsko osvobodilno gibanje izhaja iz narodno-osvobodilnih gibanj, ki vlečejo v veliki meri tudi iz strani maoizma, se pravi, kjer je pač kulturna revolucija nek močen moment. Rekel, če kdo ne slišal, je vprašal, če je maoizem z Kitajske. V glavnem. In medtem, se pravi, kurdsko osvobodilno gibanje v teh 40 letih svojega boja, ki se začnejo od 70 ali pa v 30, 20 letih svojega boja, ugotovi, da pač ne more se osvoboditi izpod turškega jarma, ne, še celo mi imamo to besedno zvezo, je del naše kulture. Pol naredijo obrat v kulturo, se pravi izven ekonomije, mislim v kontekstu izven nekega vulgarnega ekonomizma, v neki, kar je kultura in kjer pol oni pol začnejo govoriti o demokraciji in svobodi in podobnih zadevah. Ampak zdaj vse to govorim, ker ima to veze s temi kulturnimi centri, ki sem jih prej omeril, kjer oni hodijo po veseh in zdaj ne samo, da zbirajo nekako, kaj stari govorijo, muzeizacija, mislim, se pri nas, mislim, tudi če je bil socializem in slava mu, ampak kultura mu ni šla najboljš in v tem kontekstu mislim, da bi jo zares vzel in po tej neki romantični ideji iz nje se pojil, ne? Medtem ko tam nekako to res počnejo, na neki točki so celo rekli, da probajo dobiti etiko ven, mislim, da probajo pol ugotoviti, kakšne etične smernice jim lahko stare pesmi dajo. Tako da v tem kontekstu bom jaz nič kaj starega zapel, ampak nekaj novega. Tako da, hvala. Ja, naslednji komad je Metropolisi in tisto vmes. Zdaj, govori večinoma o štopanju, ampak tudi še o čem. Med drugim tudi po Italiji. Zdaj, meni je bila bolj zanimiva ta necivilizacijska italijanska linija, ki se je dogajala od 60-ih, 70-ih, 80-ih tam, v Italiji. Ampak ne bomo o tem, je pa v tem komadu tudi Kitajska. Just underlaio l'udier, ponoci della metropoli. Popravlja se njegove popravne dele. Duh se hrani z dnevom, telo pa z nočjo, zato posthumanizem ne ker hočem, ampak ker moramo. Čist malo tega ekota.
plošče je povsod isto in vampirski pasoš pije kri Metropolisom njegove vene. Reka notranjih izgorevan, obrazi ujeklenih konji. Kdaj lovim majhne ribe in kdaj poslušam, kako se kiti oglašajo. Ko jih Doppler opiše mimo mene. Ja, a ti kita govoriti zjezdeci. En mi pove, da če zminiramo cesto med Trstom in Benetkami, bo v parih urah kolona do Postojne in kmalu do Madžarske. Z bokom iz ust spreminja obraze, dobijo noge, roke s pivom, pri njej gola prsa. Sram jo je bilo, tragična junakinja Evrope, začuda jaz, erotični aktualni. Zdaj smo pa dobili. No, kakorkoli. Nje prvič pride, ona mi kupi karto za vlak. In pol grem v Torino. Ležim pred železniško postajo, je neka čudna stavba umazanija, ki mi prija. In ljudje, ki niso odraščali ob vznožju teh gora, ker enkrat je alpska aristokracija šla izpod škornja, pa je padla Španija, Italija, vzhodna Afrika in skoraj cela Balkanija. In kakor je Blaž povedal, čudna je pot iz kraljevine v republiko, gre pa približno tako. Ameriška industrializacija sever, južna delovna sila in operaizem, Fiat in krščanska cija, pol pa malo še avtonomija. Zdaj bo pa že par let od, kar so mi fašisti uničili il azilo. Ampak revolucija je temeljita, potuje skozi vice in gre po svojih opravkih metodično.
prestolnicah pa zmatrane face, grše kože in telesa trzajo. Niti cash ne more tega skriti. In administracija države zahteva svoj davek in zahtevanje davka zahteva svoj davek in davek on davi, da kdaj tudi kaj daje. A manjko počasne lepote s carskim rezom rodi čudno otopelost. Izven prestola pa ne štekajo splet, zato pa koža dobro izgleda in olje se cvre na nižjem ognju in hoja je počasnejša. Odrivajo naplavljene in iz osrednjega cesarstva prihaja Beijing, kjer zaupanje in skupaj drži to, kar Zahod potlači. To je dan, čas da delajo ljudje, po noči dela metropoli. Opravlja se z nosijo mnie gołe poprawne dyle. Kaj eno bolj poskočno, ne? Ja, ne. Migracije so večna tema. Mogoče kapitalizem ni od zmeraj, a migracije so. In zato, da delamo na tem, da vedno bodo,
seveda ne za ceno izgube lastne biti, še sploh v kontekstu prisile, kar pesti tudi jezide trenutno in tudi pri nas imamo zgodovino tega in aktualnost Berlina in kulturne industrije. Naslov komada je Tatjana Bobnar. Sprema se ona iz 95. se nije spremila. Neki vide crno iznad glave, a neki miriše napetost i napajaju se od nje. Ljetna kišica kao proći će, a možda i neće. Neki kažu da je tako od uvek bilo i možda je, ko bi znao, ali oni pričaju otprilike tako. Bla 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 bla. Neki čuju, a neki ni ne osjete, dok drugi već poludeli od garmljevine. Trećima svakog dana svane opet juče, a on tuče, opa! I tako to ide dok jednom ne trefi munja. I kad trefi munja, svi pogledaše gore. Nije to munja, brate, iako te trese sa elektrikom. Nije to munja, brate, ne. To ti je murja! To ti je murja! Dojmo svi jedan, to ti je murja! Ako ide 1, 3, 1, 2, onda bi to bila cijela, ne abeceda, nego acabeda. I onda ljudi pitaju, pa zašto sam kriv, pa ništa nisam uradio, pa budalo, pa to jest to ništa, ma ništa nisam radio. Na granici se debeli
okupljaju kršćanske milicije i oni se boje za svoje evropske boje. Sociopatske pičke, ali pazi sad, nisu svi, a većina sociopatske pičke, ali pazi sad, nisu svi. Jer ima oni koji ljude ne hvataju. Ima oni koji ljude puste da hodaju. Koji pogledaju u drugu smjer. Živeli svi policajci, vojnici koji puštaju ljude da hodaju. Živeli svi ti koji puštaju ljude da hodaju. Hvala. Naslednji komad se imenuje Most na slovenščini. Imam neko tako neverjetno možnost, da menjam strune en dan pred koncertom. Kak ste vi? A lahko govorim proti mojemu delu, proti mojemu razredu, proti moji rasi in proti meni. Tako gradim mostove, ker reko jih bo malo skočilo, razen če morajo. Takrat te pa lahko odplakne ali v mite, kot ostarelega hribarja pod našo tovarno ali pa v nemarkirane grobove, kot te vlečejo ven iz kolpe. In probam scat po identitetah, ampak peče. Moja slovenščina ni tvoja slovenščina, ja, slovenski jezik nismo samo to mi. Moja slovenščina ne mara slovenskega naroda, ni res. Moja slovenščina ima rada slovenski narod in tudi vse ostale narode, ampak jo tako velikrat izkrivljajo droge in ona vleče iz povsod, cipica mala, noče biti slovanično pravilna. V njo sem se rodil kot tujec sicer, ampak vseeno, kaj drugega počnemo, kot da se udomačujemo. Moj prispevek k kompleksnosti sveta, zanjo in skozi njo so boji bolj osebni. In tudi ljubila sem v njej, ampak ni edina.
Tudi veliko drugih jezikov mi je oblizovalo usne in z naslednjim ne pozabim prejšnjih. Jezik je prevod in vod mojega telesa, moje telo je orožje, izvir smeha in morje ljubezni. In zato govorim proti moji civilizaciji, proti moji družini, proti mojemu spolu in proti tebi, ker rabimo mostove v nas, ki je kaj bolj mnogoter kot vsak jaz, v tisto skupno. Saj v reko jih bo malo skočilo in dosti dežuje zadnji čas. Jaz se zavedam, da sem samo eno opravičilo, zavedam se, da sem ta komad igral, ponavadi ga ne igram, se tudi do Ljubljane so bili Italijani, pa so raznarodovali, tako da v tem kontekstu ni ta komad mišljen v tem kontekstu, ja v nekem drugem. Hvala.